Boštjan Jurečič ima vzdevek, umetniško ime Alluvio, ki že samo po sebi seveda zbuja različne asociacije, alluvium, povodenj, poplava, skratka neka eruptivna energija, ki jo dejansko lahko vidimo tudi v njegovih slikah. Po drugi strani bi lahko ta vzdevek povezali z njegovim zelo značilnim slikarskim postopkom, ki ga že kar nekaj časa razvija, in sicer to je tako, da slika v plasteh, naslika eno plast, pusti, da se delno posuši in jo potem izmije in potem spet slika čez to, skratka slika na en tak palimpsesten način, ki nas lahko na neke freske stare, ki se luščijo izpod drugih plasti fresk spomni. Obenem je to neka taka meditacija o identičnosti, pravzaprav kreacije in destrukcije. Na zelo različne načine bi lahko to videli, nastanejo pa eni taki nezamenljivi vizualni učinki, ki seveda tudi po drugi strani presegajo to dvojnost med hotenim, med odločitvijo in nekim naključjem, kjer se samo naključje v takem postopku slikanja pokaže pravzaprav kot odločitev. Zdaj konkretno v tem ciklu, ki je razstavljen zdaj v galeriji Društva likovnih umetnikov v Ljubljani, je svoj slikarski postopek še nekoliko bolj rigorozno zastavil. Namreč v izhodišču ga je zanimalo vzpostaviti v okviru svoje značilne figuralike, kakršno slika, pravzaprav en tak odnos do barve, kot ga ima Rotko s svojo barvno shemo. Gre pač za to, da je osnova slike, da so vse barve čim bolj tonsko izenačene in da v bistvu v tej tonski izenačitvi kontrasti nastajajo zgolj kot kontrasti barv kot takih, v isti tonski intenzivnosti. Zdaj seveda do kraja seveda ne izpeljuje tega na en tak ortodoksen način, da bi to ubilo sliko. On dodaja potem neke druge tudi kontraste, seveda. Obenem je pa naslov spektralne študije povzet pravzaprav referenca na glasbo že francoskega skladatelja Gérarda Griséa, v katerem vidi pravzaprav slikar eno veliko sorodnost z Rotkom, z Rotkovimi postopki, tukaj pač na nivoju glasbe. Tako da je to slikarstvo tudi v tem pomenskem smislu mnogoplastno. Ne gre samo za materialni postopek slikanja, ampak pravzaprav ves čas se neka nasprotja na en poseben način vzpostavljajo. Pravzaprav tudi pri tem Rotkovem slikarstvu gre po eni strani za izenačitev in kontrast hkrati. In tak je tudi odnos, kot sem že rekel, pri Jurečiču, odnos med odločitvijo, med izbiro, med hotenim in med naključjem, ki potem spet vedno v tem stanju, v katerem on slika, mu govori nekaj bistvenega, preneha pravzaprav biti naključje. In to je tudi na tej čist figuralni ravni, na ravni izbire motivov, lahko spet sledimo nečemu zelo sorodnemu. Pravzaprav je nekaj zelo fascinantnega, ko sem se pogovarjal s slikarjem, mi je govoril, kako je pravzaprav ničesar na teh slikah noče delati na pamet. V bistvu je vse neka odslikava, seveda ene stvari so precej evidentne, pač da gre za neke figure, ki jih poznamo, tudi iz takih včasih na nenavaden način kombinirane, recimo za mano slika portret slikarja Mandića iz skupine Irving, pa potem Lolita iz Nabokovega filma. To so stvari, ki jih lahko pač prepoznamo, seveda postavljene spet v take kombinacije nenavadnih srečanj, da včasih že nadrealistično delujejo. Ampak tudi te stvari na sliki, ki so videti čisto abstraktni nanosi,
so vedno po nečem poslikani. Tudi nekaj, kar zgleda zgolj neka erupcija nekih oblik, si on vzame eno predlogo. In s tem pa seveda že neko novo igro v odnosu do tega vzpostavlja. Ker pravzaprav tisto, kar naj bi bila opora, pravzaprav preneha biti opora. Skratka, na neki ravni se preizprašuje to razmerje med abstraktnim in figuralnim, ki je tukaj že s to sopostavitvijo s figuralike in Rothkovega načina tematizirano, zelo eksplicitno, ampak to se tudi na ravni teh recimo abstraktnih potez, ki imajo neke opore, ampak seveda so s tem enako brez opore in na neki način potem tudi te slike, te stvari, ki so prepoznavne, se pravzaprav vidijo kot neke prelivanja na površini nečesa neprepoznavnega. Skratka, tukaj gre za evokacijo nečesa misterioznega ves čas. Slikar, ko smo se pogovarjali v ateljejih, mi je namigoval na neke svoje notranje mistične viharje in tako naprej. Po drugi strani pa v pogovoru eno presenetljivo indiferenco do slik, saj pač poskusal izražati. In to je tudi zelo zanimivo. Te motivi, ki jih jemlje, motivi so pravzaprav vedno vzeti iz neke medijsko posredovane realnosti, ne toliko kot je recimo danes, smo je navajeni predvsem iz teh internetnih računalniških podob. On pravzaprav jemlje podobe v glavnem iz revij, ilustriranih, skratka iz tiskanih medijev, ampak medijsko posredovane podobe. In ko sem ga vprašal, čisto po kakšnem kriteriju jih izbira, recimo zdaj ta Lolita pa Mandić skupaj, je on pravzaprav rekel, kot da ga to čisto na en tak, tisto, kar ga pač pokliče, fascinira po nekem takem kriteriju, zgolj fascinacije s fotografijo, ne pa, da je zdaj pomeni, ki so skriti, ne vem, za Lolito pa Mandić, ampak ko to skupaj postavimo, recimo, Seveda pa te pomeni so in se prebujajo na en tak zelo zanimiv način. Tako da recimo na tej razstavi se mi zdi v tem pogledu izredno zanimiv portret, izredno zanimiva slika, ki je narejena po zelo znani portretni fotografiji Karla Destovnika Kajuha, partizanskega pesnika, skupaj s Silvo Ponikvar, njegovo veliko ljubeznijo, preden sta se ločila, ko je bila ona aretirana, on je kasneje odšel v partizane. Tukaj je en tak trenutek njune sreče ovekovečen na tej znani fotografiji. Tudi tukaj recimo je slikar rekel, da ga je pač fotografija kot taka fascinirala, da ni šel študirati Kajuhovega življenja, saj ne v hipu, ko je delal to sliko. Skratka, ni hotel investirati vanjo nekega vedenja o tem pesniku, ki je seveda sam po sebi zelo znan, ampak se mi zdi, da je ravno s tem načinom, s svojo tehniko, z temi tonskim izenačenjem in barvnim kontrastiranjem, z hkratnostjo izpiranja in slikanja, pravzaprav vzpostavil eno izredno zanimive pomenske konotacije pri tem dvojnem portretu, ki je, ko ga pogledamo zgolj tako kot fotografijo, portret dveh srečnih zaljubljencev, tukaj na njegovem portretu stvar malo grozljivo deluje. Sploh na splošno njegove slike pogosto imajo en tak unheimlich prizvok. In ta slika je izrazito taka, ta pogovor, mislim, srečanje, objetost srečnega ljubezenskega para dobi eno tako unheimlich dimenzijo. Nekaj grozljivega se dogaja v podtalju. Ampak če mi pogledamo recimo situacijo, v kateri je nastala ta fotografija, konkretno Kajuh. Kajuh je zelo dvojen pravzaprav v tem času. Če beremo njegovo ljubezensko korespondenco, je to nekaj skrajno nežnega, kot da človek živi samo za ljubezen. Obenem je seveda Kajuh takrat, če poznamo njegovo življenje, vpet pravzaprav v najbolj tako
krvavo dogajanje, ilegalno, ljubljansko tistega časa. On je kot obveščevalec delal pri organizaciji Voz. Skratka, ta podtalna zgodba ene revolucije, ki tudi je pač bila zelo krvava v Ljubljani, in Kajuhova vpetost v to, ki je tudi v pesmih na tak zelo krvav način izražena. Po drugi strani pa piše take zelo nežne, ljubezenske pesmi. Se mi zdi, da recimo ta portret je prav s temi čisto likovnimi sredstvi izredno dobro to dvojnost, to kompleksnost v Kajuhu izrazil. Tako da ravno s tem, ko slikar pravzaprav noče pomensko investirati v naprej izdelanih pomenov, te svoje postopke se pravzaprav odpre temu, da se te vsebine nekako same vzpostavijo, da nekako prilijejo kot ta aluvijum skozi njegove slike. Ko Boštjan Jurečič na tak način operira s to medijsko posredovano realnostjo in tudi zelo pogosto s podobami, ki imajo močne zgodovinske konotacije, pravzaprav s tem tudi se sprašuje o tem, kaj sploh je človeška zgodovina. To je tudi en zelo pomemben pravzaprav motiv v njegovih slikah. Ima neka, se spomnim, velika slika z naslovom Nekromanti, ima za izhodišče posnetek državnikov v času tega Münchenskega sporazuma 1938. In tam so seveda potem ima neke slike, ne vem, indijancev v pragozdu, ki so spet nasprotje te zahodne civilizacije, ampak so vendarle medijsko posredovane skozi njene procedure. Tako da v bistvu on skozi zelo različne prostore vstopa in izstopa. To je tudi čisto naravni, vizualni, tudi na več slikah pravzaprav opažamo ta vstopanje v notranjost nekega prostora, pa spet ven. To je ena taka zelo ki se po drugi strani poveže s tem razmerjem med abstrakcijo in figuralnim. Tukaj se pravzaprav ene take dvojnosti ves čas vzpostavljajo in na en tak igriv, pa hkrati malo grozljiv način presegajo. Tako da je to eno tako plavanje, pravzaprav tudi eno soočanje z nezavednim, lahko rečemo, pri tem portretu Kajuha gre pravzaprav prav za to. In tukaj so tudi te podobe, ki jih naplavlja neka civilizacija, so skupaj postavljene podobe, ki so konotirane izredno z veliko zgodovinsko obremenitvijo kot neke pomembne zgodovinske figure in neke podobe, ki so popolnoma naključne in postavljene skupaj. In to potem se seveda spet vse skupaj poveže s tem vprašanjem, katere sile pravzaprav obvladujejo svet, kaj se v resnici dogaja. A je zdaj to, kar imamo mi za zgodovino, kar imamo mi za, ne vem, neke znane medijske osebnosti, prizore iz filmov, ki jih prepoznamo, samo neka iluzija na površju, lesketanje na površju neke poplave, nekega aluvija. Ali pa, jaz ne bi tukaj rekel, da on toliko tematizira to kot iluzijo, ampak bolj kot neko možnost, kot neko moč, ki je v tem skrita pravzaprav, v tem, kar se nam lahko zdi iluzija, ampak ima pravzaprav eno veliko moč. In slikar se mi zdi, da zelo zaupa v to moč slikarstva, tudi ne samo vizualne podobe kot take, ampak prav nekih posebnih stanj zavesti, ki jih omogoča slikarstvo. In v tem duhovnem smislu ostaja precej zavezan, se mi zdi, svojim izhodiščem, tudi v smislu svojega formiranja. On se je formiral v času
nove podobe. Recimo pripovedoval mi je, kako ena odločilna izkušnja pravzaprav za to, da je postal slikar, kakršen je postal, je bilo odkritje Basquiatovega slikarstva, ne? Basquiatovega. Skratka, tukaj v teh slikah lahko prepoznamo to zavezanost temu, o čemer je poskušala govoriti nova podoba, ampak ne na en tak naiven način ali pa način dolgočasnega sledenja, ampak pravzaprav prenaša to izročilo v današnji trenutek in se sprašuje pravzaprav tudi o usodi slikarstva v današnjem času.